Lepo pozdravljeni. Danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Nekoga izmed vas je zanimalo, kaj pomeni imeti umetno inteligenco na sodobnih pogonskih sklopih, kjer je električno-hibridni del tako pomemben. Na to in še marsikatero drugo zanimivo vprašanje bomo skušali dobiti odgovor, kot ponavadi, v naslednjih minutah. Na prvi pogled bi lahko dejali, da nas besedna zveza umetna inteligenca dobesedno prestraši. Vsi mi si lahko predstavljamo, da bi umetna inteligenca bila nek sistem, nek algoritem, nek mehanizem, ki bi avtonomno upravljala z, na primer, bolidom Formule 1. Ampak resničnost še zdaleč ni taka. Namreč, če se uporablja besedno zvezo umetna inteligenca, to še ne pomeni, da je ta program takšen v resnici. In tu se ne bomo sedaj spuščali v podrobnosti, zakaj so jo tako imenovali. Ampak dejstvo je, da uporaba umetne inteligence v Formuli 1, kot bomo videli v nadaljevanju, v resnici pomaga voznikom, da dosežejo tisto, kar tudi mi navdušenci želimo. A najprej je treba razložiti, zakaj gre od samega začetka. Namreč nekdo izmed vas me je vprašal, kaj si mislim o članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motosport.com. Tam smo lahko prebirali o težavah, ki jih je imel Isaac Hadjar na veliki nagradi Belgije, na kvalifikacijah. Hadjar je hotel pomagati moštvenemu kolegu, Maxu Verstappenu. In želel mu je nuditi tako imenovano vleko na ravnini. Torej, počakal ga je, ko je Max prišel z njega, mu je nudil tisti zračni zid, ki nekako pomaga onemu, ki sledi, da v resnici doseže višjo končno hitrost. Ampak Hadjar se je pritoževal, da mu je umetna inteligenca spremenila način obnašanja njegovega bolida. Namreč najprej je imel v prvem poizkusu premalo moči v električno-hibridnem delu, nato v naslednjem krogu je takoj imel preveč moči pri samem elektromotorju. In tu bi lahko dejali, da je umetna inteligenca prav tista, ki je odlično opravila svojo nalogo. Namreč v prvem krogu je opazila, da je bilo nekaj narobe in takoj v naslednjem je zadevo popravila. Ampak krivda za nastalo situacijo je prej na strani Hadjarja oziroma Red Bulla, kot na strani programa. Namreč program ni vedel, da Hadjar ne bo napravil kvalifikacijskega kroga, temveč da bo pomagal Verstappenu. In tu je težava. Ko so se zadeve nekako začele ponavljati, je program takoj ugotovil, kje je težava in vozniku je pomagal. In tu verjetno marsikdo izmed vas je skeptičen, kajti dejal bo, da tako ne gre. Ampak pozor. Ne smemo tu dejati, da situacija, v kateri se je znašel Isaac Hadjar, je proti načelom Formule 1 in da je včasih vse bilo boljše, vse bilo fantastično. Se kdo spomni izmed vas, kaj je bilo v sezonah 92 in 93? Launch control oziroma avtomatski sistem za štart, avtomatsko pretikanje navzgor in navzdol, aktivno vzmetenje, ki je res upravljalo z samim bolidom.
in še bi lahko naštevali. To, kar danes imenujemo umetna inteligenca, je v bistvu samo pomoč, da nekdo na koncu kroga ne bi ostal brez energije v bateriji. In tu imamo lep primer iz tovarniške ekipe Mercedes. Namreč telemetrijo Andreje Kimija Antonellija in Georgea Russella na progi v Silverstonu, kjer se to malce bolj vidi. Tu lahko takoj opazimo, kako je bil George Russell malce preveč potraten v prvem delu in mu je na koncu kroga enostavno zmanjkalo. In umetna inteligenca je tisto pomagalo, ki bi mu lahko malce odrezalo moč tam na začetku, da bi na koncu kroga imel dovolj energije in ne ostal praktično samo z termičnim delom. Videli smo podobno situacijo tudi pri Charlesu Leclercu. In zato bi lahko dejali, da je umetna inteligenca v tem primeru celo koristna. Verjamem, da isti, ki so skeptični do umetne inteligence, so tudi tisti, ki pravijo, da pravzaprav na koncu ravnin, ko pade hitrost, ko zmanjka električne energije, da je to nekaj, kar je proti naravi Formule 1. In po svoje vam zopet ne morem dati prav. Namreč električno-hibridni del ne deluje linearno. Je nekako podoben tistemu, kar imamo na naših osebnih avtomobilih, ki imajo tako imenovane mehke hibride. Namreč tu lahko vidimo, da dobimo tisto dodatno pomoč, ampak ne zmeraj, temveč samo takrat, ko to rabimo. In tudi iz raznih diagramov v Formuli 1 vidimo, kako električno-hibridna moč pada z hitrostjo po pravilih. In zato tu uporaba te umetne inteligence, ki spremlja, kaj se je zgodilo v prejšnjem krogu in prilagaja naslednjega, naprimer tisti porabi, je v bistvu za voznika koristno. Tako bo lahko imel stopalko za plin odprto več časa, tako bo lahko šel na polno. Drugače bi moral on zadeve svojo nogo nekako upravljati. In nekateri bi sedaj dejali, tako pridejo do izraza tisti, ki znajo, ampak po drugi strani bi vas rad spomnil, da bodo isti bili skeptični, ker na to pa ne bi šli na polno z praktično plinom odprtim na 100%. Vidimo praktično, da smo v situaciji, kjer ne moremo zadovoljiti vseh strani, ampak razumeti tudi moramo nekaj, da ukolikor zadevo kličemo umetna inteligenca, to ne pomeni, da ima sistem neke vrste lastno zavest, da je še zmeraj voznik tisti, ki upravlja, sistem mu samo pomaga, da lahko izkoristi, kar ima, praktično 100%. In na začetku so težave, na začetku so prilagajanja. Sčasoma tudi takšnih težav, kot jih je imel Hadjar, ne bo več, ker bodo verjetno zaradi takšnih izkušenj dali gumb, ker bodo umetno inteligenco za krog ali dva izključili. Ampak toliko o tem. Upam, da sem razložil, zakaj umetna inteligenca v tem primeru ni nevarna in mogoče je umetna, ampak še zdaleč ni tista inteligenca, ki si jo predstavljamo mi. Ni neko nadomestilo za voznika, temveč je samo pomoč onemu, ki upravlja v resnici z bolidom Formule 1. Ampak toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.